Pozdravljeni iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Državni zbor je na zaprti seji razpravljal o Sloveniji in Hrvaški. Kaj so govorili, ne vemo, saj so morali poslanke in poslanci pred dvorano odložiti celo svoje mobilne telefone. Slovenija pa je že pred sejo sprostila hrvaška pogajanja z Evropsko unijo. Za zaprto sejo vsi niso bili zadovoljni, posebej Zmago Jelinčič. To, da se skriva pred slovensko javnostjo, vse skupaj je navadna svinjarija in to se ne bi smelo dogajati. Ampak vlada imamo tako, kakršno ste izvolili. Dragi Zmago, politiki ste pač svinje. Kako naj bi izvolili karkoli bolj čistega? Bolj zadovoljni so bili člani strank vladne koalicije, zaresni Franci Kek se je pred sejo še malce okrepčal. Franci, upam, da ti je teknilo. Bolj konstruktiven je bil prvak SDS Janez Janša, ki pravi, da je osnutek arbitražnega sporazuma s Hrvaško slabši od drugega predloga evropskega komisarja Ollija Rehna in izrazil pričakovanje, da ga bo vlada še popravila. Glede na to, da gre za neformalno besedilo, ki ga vlada še ni obravnavala, obstaja možnost, da bo prišlo do popravkov glede na nekatere pripombe, ki so bile danes dane. Na to morda navaja to dejstvo, da se dve koalicijski stranki, ki so bili na sestanku, pravzaprav sploh nista opredelili do same vsebine. Pa tudi sicer je bil ta sestanek sklican 3 tedne prepozno, kajti dogajanja in dogovarjanja med Slovenijo in Hrvaško so v tem času dobila svoje pospeške, svoje oblike, svoje obljube in tudi svoje zaveze in za nazaj je stvari zelo težko popraviti. Vlada se je medtem pogajala s sindikati javnega sektorja o zamrznitvi plač. Če sporazuma v tem ne bo, vlada grozi z interventnim zakonom in odpuščanji, sindikat pa stavko. Tako se lahko zgodi, da se bodo hkrati na cesti znašli delavci, upokojenci in zaposleni v javnem sektorju. Rešitev, ki jo predlaga Janez Janša, so predčasne volitve. Torej, nismo napovedali tega ukrepa jutri, mi smo zelo jasni v zvezi s tem. Pričakujemo od sedanje vlade, da bo ravnala odgovorno v tem času. Prav tako bi rad opozoril na to, da tisti, ki ste oziroma ki so poročali o tem, da bi predčasne volitve povzročile politično nestabilnost in politično krizo, da je običajno ravno obratno. Predčasne volitve so posledica politične krize, skoraj nikoli drugače do njih ne pride in predstavljajo svojevrstno razrešitev te krize. A predtem je vlada strani opozicije dobila še 2 meseca časa. A ni to malo veliko? Njim tudi, če bi 1 let dal časa, ne bi bilo zadost. Kako bo Slovenska demokratska stranka ravnala, je odvisno od tega, ali se bo naša ocena razmer, ki je precej natančna v tej izjavi sveta, v naslednjih 2 mesecih spremenila. Torej, nismo napovedali tega ukrepa jutri, mi smo zelo jasni v zvezi s tem. Pričakujemo od sedanje vlade, da bo ravnala odgovorno v tem času. Do takrat bo Slovenija, kot rečeno, najverjetneje doživela še kakšno stavko. O tej temi je govoril tudi sindikat zobozdravnikov. Stavko zaradi nestrinjanja s spremembo zakonodaje so napovedali za 1. oktober. Vendar se še niso odločili, ali jo bodo tudi izpeljali. V 48 urah boste izvedeli vse. Se pravi, stavka je še vedno v zraku. Tudi rešitve so v zraku, vse je v zraku, tudi kisik. Pa dušik, pa ogljikov dioksid, pa argon, pa... Lahko sem bereš naprej. Okej.
Končalo se je sojenje zakoncema Darinki in Janezu Vodušku. Sodišče ju je spoznalo krivo za smrt njune še ne 2,5-letne hčere Martine. Ko so jo reševalci pripeljali na urgenco, je bilo njeno telo polno brazgotin. 3 ure po sprejemu pa je zaradi gnojnega vnetja ledvic in hrbtenice, malokrvnosti in splošne oslabelosti umrla. Po prepričanju sodišča sta za smrt kriva mati Darinka in njeno leto dni mlajši mož Janez Vodušek, ki je kruto ravnanje s hčero dopuščal. Darinka Vodušek je bila obsojena na 8,5 leta zapora, Janez Vodušek pa na 3,5 leta. Zakaj ne dobijo do smrtne taki ljudje? Jaz ne razumem. Moram reči, da smo glede na potek tega kazenskega postopka nekaj podobnega pričakovali. Kar se tiče krivde. Glede kazni ne, kazni se mi zdi izrazito previsoka. Odvetniki obsojeni zakoncev napovedujejo, da se bodo pritožili. Ni dokazov, da je moj varovanec storil obravnavano kaznivo dejanje in zaradi tega sem pričakoval oprostilno sodbo. Ko dobimo obrazložitve sodbe, se bom vsekakor pritožil na višje sodišče in zahtevo, da višje sodišče opravi glavno obravnavo. Slovenija, 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 kulturac. Včeraj je bila v Stari elektrarni premiera plesne predstave Kapital Tine Dobaj Eder in Gregorja Kamnikarja, ki se poigrava s kapitalom, kot se kapital poigrava z nami. Najlepša hvala, da ste se udeležili predstave In še vreme, danes je dan za kolo! Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti. Pa srečno na kolesu!